Z avtomobilom smo presegli gravitacijsko silo. No, ampak skok z avtomobilom vsekakor ni nekaj, kar bi lahko počeli kar tako. Sploh ne na varen in kontroliran način. Ja, jaz bi rekel, tega ne početi sami doma, če niste tega navajeni, a ne, ker zelo majhna napaka pa lahko pride do prevračanja avta, a ne. Največkrat smo avtomobilskim skokom priča na avtomobilskih dirkah, recimo na takšnih in drugačnih vrstah reljev. No in tam nam že kot gledalcem ali pa recimo s fotografskim objektivom v rokah zaledeni kri ob kakšnem vratolomnem avtomobilskem poletu. No, pa tudi za same voznike je to tisto, kar jim požene kri po žilah, kar jim da dodatno dozo adrenalina. Ne doživimo dostikrat, da se amortizerji odlepijo v tal, da dobimo tisti občutek lebdenja, a ne. To v helikopterju zelo pogosto doživimo, a ne, ker nam zmanjka, ker ga pridemo kak zračni žep, pa vse skupaj malo dol pade in ta občutek ti malo želodec dvigne, a ne, pa malo zalebdiš, pa preletiš dol. No, ampak seveda gre za posebej izurjene voznike, ki imajo za to tudi posebej prilagojene avtomobile. Ampak če imaš na voljo znanje, primerno opremo in primeren poligon, se lahko vse skupaj izvede tudi na bolj preprost in varen način. Poglejmo. No, ker smo ravno ob zaključku sezone v smučarskih skokih oziroma smučarskih poletih, si zdajle ne morem kaj, da se ne bi počutil kot kakšen smučarski skakalec, preden se spusti po zaletišču v planici. No, in tako kot pravijo smučarski skakalci, za sam let, za sam skok bo zelo pomembno, kaj naredimo že preden se odrinemo. Seveda, midva bova si zelo podrobno šla pogledati samo strukturo skakalnice, pa bova zelo natančno določila, po kateri špuri bova šla. Se pravi, kje se bova pripeljala, s kako hitrostjo se bova pripeljala, to je nekje tam okrog 40-50 km/h bova mogla doseči. In pa pol, ko bova dol pripeljala, da bova gledala kam, se pravi, bova pogled usmerjala v tisto točko, kamor se bova hotela peljati, a ne, in bojo roke avtomatsko sledile pogledu, a ne, in da bova zelo verjetno bo zadek malo odneslo levo ali pa desno, pač odvisno na katero gumo bova prej dal preletela, a ne. Če bova prehitra, bo šel avto predal, če bo pikiral direkt na nos, če bova prepočasna, se pa ne bo kaj dosti odlimo v tal. No in tako je zelo pomembno, da avtomobil že pred samim skokom uravnotežimo. Saj bomo potem med samim letom le potniki oziroma takrat avtomobila ne bomo mogli več kontrolirati. No in vozniške reakcije ne bodo na preizkusu le prej, ampak tudi po samem pristanku, ko se lahko v resnici zaradi neravne podlage zgodi marsikaj. V bistvu panika te ne sme zagrabiti, ne. Se pravi, ko se avto odlepi, pač držiš volan naravno in čakaš, da preletiš dol in pol je treba ponavadi malo avto poravnati, a ne. No, z vsem tem v mislih gremo še enkrat poleteti. Seveda, če bi to poizkusili z običajnim avtomobilom, bi bil ta po koncu skoka verjetno v nevoznem stanju. Hude posledice pa bi lahko občutila tudi voznikova hrbtenica. No, kako se temu izogniti? Kaj torej potrebujemo? Tisti moment, ko si v zraku, pa ko dol preletiš, neko pričakuješ, normalen avto bi zaropotal, bi ga streslo, odbilo bi ga še parkrat, bi sam čakal, da se vse skupaj ustavi, a ne. To pa tega občutka ni, ker dejansko to vzmetenje res naredi tisto svoje, a ne. Ko odrineš, dol preletiš, je tako bi te en tak nežno odlažil na blazino, a ne. No, če bi želeli skok, ki bi meril na primer 10 metrov in več, bi potrebovali temu primerno doskočišče, ki bi imelo naklon navzdol. Avtomobilska fizika namreč zaradi spredaj nameščenega motorja vselej poskrbi, da avtomobil potegne na nos. Ampak Raptorjeva fizika v resnici kar dobro igra v prid našim adrenalinskim podvigom. Inženirji so namreč s pametno razporeditvijo mase uspeli avtomobil kljub obliki poltovornjaka kar dobro uravnotežiti. Ampak seveda, zasluga, da smo skok lahko ponovili večkrat, gre Raptorjevi dirkaški tehniki. To vzmetenje je dejansko zelo podobno tistemu, ko ga jaz uporabljam na svojem avtu za dirke. To so amortizerji, ki imajo notranje bypasse, se pravi obvode, kar pomeni, da se spreminja trdota amortizerja. Najprej čist mehek, pa je srednjo trd, na koncu pa precej bolj trd. In avto, ko se odlepi v tal in ko preleti dol, jo to zaduši, se pravi prepreči. Če bi bil amortizer premehek, bi ga stisnilo in pol bi se vzmet raztegnilo in bi avto odskočil nazaj.
Prednost tega podvozja pa je, da ko prileti dol, ostane na tleh. Se pravi, ga ne odbija več. Ne? To je ena stvar, druga stvar je to tudi prepreči, da bi se amortizer, oziroma da bi se vzmet stisnila do konca. Ne? Ona se ne stisne do konca, ampak do tiste največje trdote amortizerja in pol se lepo raztegne nazaj. Ta ima že tovarniško ujačane te roke, zgornje roke, ploščo naletno, da ima zaščiteno sprednji del, se pravi odbijač, ima močnejši, višji, vstopni koti so večji. In cela šasija je tudi ujačana, se pravi na vseh tistih mestih, kjer bi lahko prišlo zaradi teh skokov po terenu do zvijanja, so na Raptorju že ujačani. Če želimo voziti na zahtevnem terenu, ki se recimo udira, moramo praviloma nekoliko znižati tlak v pnevmatikah terenca. No, ko govorimo o visokohitrostni terenski vožnji, pa je stvar nekoliko drugačna. Pri terenu je tako, zdaj, če bomo vozili po skalah, kjer vozimo počasi, pri počasnih vožnjah blato, skale, tlak znižamo, za hitre vožnje ga pa dvignemo. Se pravi, ravno z tega razloga guma mora zdržati, se pravi, ne sme nam je sleči na kakšnem ovinku, na bočnem drsenju. Zdaj, če je velik tlak noter v gumi, bo to zdržala. Če bo pa tlak premehni, bo pa zvilo in jo bo sleklo daleč s platišča. Tako da, če hočemo baja program uporabljati pri tem avtu, mora bo tlak v gumah malo povečati. Ta baja program na teh Raptorjih je dejansko program, ki je namenjen dirkanju. Se pravi, da že to bi lahko rekli neke vrste tovarniški dirkalnik za offroad. Edino, kar mu fali, je varnostna kletka, vse ostalo je pa že pripravljeno za dirko. Seveda, vse to premore nova generacija Raptorja, torej evropske različice mišičastega poltovornjaka, ki je v svoji drugi generaciji zdaj pripeljal tudi v Slovenijo. Že ob naši prvi vožnji, bilo je le nekaj časa nazaj, smo ugotovili, da je najbolj opazna novost tega avtomobila močan bencinski motor, ki ima 212 kW moči in je bolj odziven od svojega le turbodizelskega predhodnika. No, in ker to ni več turbodizel, lahko ta motor posledično tudi pošteno zarohni. Če torej želite slišati še več, predlagamo, da je naš prispevek z prve vožnje tega avtomobila vaš naslednji klik.